Lepo pozdravljeni. Sem svetovalka za statistiko na Centru odličnosti InnoRenew v Izoli in to danes predstavljam kot ambasadorka Združenja Research Data Alliance Europa za področje tehnike obnovljivih materialov. Vedno, ko se tako predstavim, se opravičim raziskovalcem, ki so inženirji, naravoslovci, ki sama v bistvu nisem. Sem družboslovka. Študirala sem družboslovno statistiko, s podatki se pa ukvarjam. Sem se začela ukvarjati, ko sem eno leto delala na arhivu družboslovnih podatkov in sem v bistvu tako prišla na to področje upravljanja z raziskovalnimi podatki. In je to v bistvu poleg tega, da raziskovalcem svetujem za področje statistike, jim svetujem tudi za področje, v bistvu, kako upravljati z njihovimi raziskovalnimi podatki. Na današnji predstavitvi bom predstavila svoje delo na Centru odličnosti. Govorila bom o tem, kaj sem spoznala, da so izzivi ravnanja z raziskovalnimi podatki na tem področju. Te izzivi nekateri so podobni kot na recimo družboslovnem področju, s katerim sem se prej ukvarjala, nekateri so pa tu zdaj čisto drugačni. V okviru predstavitve bom tudi predstavila Združenje za raziskovalne podatke Research Data Alliance in kakšne so bile moje aktivnosti kot ambasadorka te organizacije. Najprej nekaj na kratko samo o instituciji, za katero delam. Razlikovati v bistvu InnoRenew je ime tako za projekt kot za inštitut. Gre za projekt Obzorja 2020, v katerem sodeluje naš Center odličnosti InnoRenew in še 9 drugih partnerjev. Od teh jih je 8 iz Slovenije, eden pa iz tujine, to je inštitut Fraunhofer iz Nemčije. In cilj tega projekta je pač razvoj in delovanje tega novega Centra odličnosti, sodelovanje med partnerji, mentoriranje, razne operativne dejavnosti. Smo v tem pilotu Open Air za odprte raziskovalne podatke, zato je bila ena izmed mojih prvih nalog, ko sem začela delati na tem inštitutu, da smo pripravili načrt upravljanja z raziskovalnimi podatki. Inštitut je bil ustanovljen februarja 2017, torej zdaj bomo februarja praznovali 3 leta. Imamo skoraj 60 zaposlenih, od tega 71% raziskovalcev in kar velik delež, 43% raziskovalcev prihaja iz tujine. Poleg teh raznolikih naših narodnih pripadnosti smo raznoliki tudi po področjih, s katerimi se ukvarjamo. Imamo 6 različnih raziskovalnih skupin. Pretežno gre za raziskave na področju naravoslovja in tehnike, nekaj pa je tudi družboslovnih raziskav, predvsem delovna skupina človekovo zdravje v grajenem okolju, se ukvarjajo imamo pač psihologe, kineziologe. Potem izven raziskovalnih skupin imamo tudi nekaj raziskovalcev, ki se ukvarjajo z raziskavami podjetij v gozdno-lesni verigi, torej nekaj pač na področju menedžmenta, ekonomije. Ukvarjamo se tudi z raziskavami kulturne dediščine, tako da v bistvu, čeprav nas je malo, v bistvu skoraj vsak raziskovalec nekaj drugega počne. V bistvu to je največji izziv dela s temi raziskovalci, ker vsak ima čisto drugo vrsto podatkov, različne izzive. V današnji predstavitvi se bom fokusirala predvsem na tiste raziskovalce, ki delajo z obnovljivimi materiali, to je z lesom, pa tudi z drugimi obnovljivimi materiali, pač vse od papirja, konoplja, razni te pač biološki materiali. Ker za družboslovne recimo raziskave, ki jih delajo naši psihologi, pa tisti, ki se ukvarjajo z menedžmentom, imamo nekako v Sloveniji recimo rešitev za raziskovalne podatke, da uporabimo arhiv družboslovnih podatkov in podatke tam predamo, medtem ko smo iskali recimo primerno rešitev, kako deliti te podatke na drugih področjih, pa smo ugotovili, da recimo v Sloveniji nimamo
nekega nacionalnega repozitorija, podobnega arhivu družboslovnih podatkov za to področje. Kot je Sebastian v svoji predstavitvi omenil, ki je tudi imel pač podoben problem, so sicer neki repozitoriji v tujini, ampak ne ustrezajo prav točno določeni temi, ki pač jo potrebuješ, za katero iščeš repozitorij, ali pa so pač to rešitve, ki so predrage. Zato smo se tudi mi na koncu odločili, da bomo uporabljali Zenodo. Tako da nekako izzivi pri ravnanju z raziskovalnimi podatki na področju tehnike, ki sem jih identificirala, je, da manjkajo področni repozitoriji za to področje, torej namesto tega raziskovalci uporabljajo institucionalne repozitorije ali pa splošne repozitorije, kot recimo mi Zenodo. Težava z uporabo teh repozitorijev je, da imajo zelo omejeno metapodatkovno shemo. In to je v bistvu glavni tehnični izziv, da za marsikatero področje ni še razvitih standardov metapodatkov in ontologij, ki nekatera področja imajo to zelo razvite, metapodatkovne sheme, torej pač metapodatki, to so podatki o podatkih, kar je zelo pomembno če želimo podatke deliti v skladu z načeli FAIR, ki zahtevajo, da so te podatki najdljivi in da so pač uporabni za druge. V kontekstu FAIR podatkov je zelo pomembno, da imamo bogate metapodatke. Brez teh standardov pa v bistvu imamo težko bogate metapodatke. Tako da to sta dva tehnična izziva. Potem so pa še razni drugi izzivi, ki sem jih zaznala, da v bistvu veliko je tega strahu pred izgubo konkurenčne prednosti. Raziskovalce je strah, če bojo svoje podatke delili, da bo nekdo drug jih uporabil in objavil članek. Strah jih je zlorab in napačnih interpretacij podatkov. In na področju tehnike je tudi veliko raziskav, ki se opravljajo v sodelovanju z industrijo, ta pa velikokrat ni naklonjena izmenjavi podatkov. Zdaj v bistvu, kako se zdaj spopadati z temi izzivi? Pač pri tem nismo sami, obstaja Združenje za raziskovalne podatke Research Data Alliance, ki je mednarodno združenje, ki je osredotočeno na razvoj infrastrukture in skupnostnih dejavnosti za zmanjšanje tako socialnih kot tehničnih ovir pri izmenjavi raziskovalnih podatkov. Člani so raziskovalci, znanstveniki, podatkovni strokovnjaki iz različnih področij in z različnih vrst organizacij. Trenutno ima Research Data Alliance več kot 9000 članov iz 137 držav vseh kontinentov. Individualno članstvo je brezplačno in tukaj pač povezava, preko katere se lahko včlanite v združenje. Kaj početi v bistvu potem kot član združenja? Research Data Alliance deluje na način, da so člani organizirani v interesne in delovne skupine. Razlika med interesnimi in delovnimi skupinami je, da so interesne skupine aktivne skozi daljše obdobje, medtem ko so delovne skupine, so v bistvu njihovo delovanje je omejeno na obdobje od 1 leta do 1,5 leta in v tem letu morajo v bistvu tako pač pripraviti nek rezultat, se fokusirajo točno na določeno težavo in pripravijo rezultat, ki ga potem Research Data Alliance lahko tudi podpre kot svoje uradno priporočilo. Tudi interesne skupine lahko pač proizvedejo neke rezultate, ampak namen interesnih skupin je širši, so bolj neka platforma za izmenjavo mnenj. Tukaj je nekaj skupin, ki sem jih identificirala, da so relevantne za področje tehnike, predvsem ta Research Data Management in Engineering, ki je nova interesna skupina, ki je bila vzpostavljena lani in sedaj začenjajo z delom, pa potem tudi neke bolj specifične, recimo Materials Data Infrastructure and Interoperability, Physical Samples and Collections. Ko sem se udeležila sestankov teh skupin, večinoma so v njih aktivni geologi, je pa veliko teh raziskovalnih področij pa je podreprezentiranih, tako da se te skupine nekako iščejo nove člane. Tu so pa recimo 3 delovne skupine, ki sem jih identificirala in
zanimive za to področje tehnike. Kako v bistvu te skupine delujejo? Dosti dela poteka med letom nadaljavo, se pa 2-krat na leto to združenje tudi sestane. Imajo plenarno srečanje 2-krat na leto. Nazadnje je bilo lani na Finskem, naslednje bo pa letos marca v Avstraliji. V preteklosti sem se sama tudi udeležila 2 teh srečanj, poleg tega v Finskem, predtem sem se udeležila še srečanja novembra 2018 v Bocvani. Za udeležbo na tem srečanju sem pridobila financiranje preko njihovega klica za raziskovalce na začetku kariere. So razpisali ta klic in so v bistvu mislim, da 7 raziskovalcev na začetku kariere nas je bilo, ki smo to prejeli. In tudi sedaj za Avstralijo je ta razpis odprt, do 3. februarja je rok za prijavo. Pogoj pa je, da gre v bistvu za nekoga, ki je vpisan na dodiplomski ali podiplomski študij, ali pa po doktoratu, do 5 let po doktoratu. Poleg tega imajo tudi v bistvu klic ne samo za raziskovalce na začetku kariere, ampak tudi za strokovnjake, tako da na njihovi spletni strani lahko poiščete tudi ta drug razpis. Še ena delovna skupina Research Data Alliance, ki bi posebej omenila. Sicer nisem bila članica te skupine, ampak sem v bistvu koristila en dogodek, ki so ga organizirali. Research Data Alliance skupaj s še eno drugo organizacijo, CoData, že nekaj let organizira poletno šolo za data scientiste, za raziskovalce na začetku kariere, kjer se učijo dela s podatki. Lani pa so prvič imeli poletno šolo za skrbnike podatkov. To je bila poletna šola, to je bilo poskusno, so prvič izvedli. Bilo nas je 5 udeležencev in je bila to zelo zanimiva izkušnja, 2 tedna. Prvi teden smo imeli enak program kot ta prejšnji, torej kot te doktorski študenti magistrski, ki se učijo teh na področju podatkovne znanosti. Potem smo imeli pa drugi teden nas 5 prav specifičen program za skrbnike podatkov. Skrbnik podatkov, po angleško data steward, je oseba, ki v organizaciji pomaga drugim raziskovalcem pri delu s podatki, kar je nekako vloga, ki jo jaz imam na INORIN-ju, Centru odličnosti, zato sem se v bistvu tega izobraževanja udeležila. Poleg tega, da je bilo v bistvu zelo v bližini Kopra. Omenila bi še, da ima Research Data Alliance tudi svoje vozlišče v Sloveniji. To je spletna stran vozlišča in kontaktne osebe Janez in Irena sta tudi tukaj danes na dogodku. Tako da, če se včlanite v Research Data Alliance, vabljeni, da se včlanite tudi v slovensko vozlišče Research Data Alliance. Lani so že organizirali konferenco o raziskovalnih podatkih. Naslednji teden, kot je Irena prej povedala, organizirajo dogodek na temo slovenskih znanstvenih revij. Potem bo pa še marca delavnica za raziskovalce in aprila zaključni dogodek. Aprila se namreč, oziroma konec maja se projekt namreč zaključi, ker gre v bistvu za isto financiranje kot za ambasadorje, se tudi v bistvu moje ambasadorstvo z koncem maja zaključi. Še malo o tem ambasadorstvu Research Data Alliance. 14 ambasadorov nas je za različna področja, tu so zdaj vsa imena našteta. Na spletni strani Research Data Alliance najdete v bistvu opis in aktivnosti, kaj vsak od teh ambasadorjev počne, tako da če tukaj najdete svoje področje, imamo vse recimo od agricultural sciences, social sciences, media, interdisciplinarne raziskave. Recimo za področje tehnike smo 3 ambasadorji, poleg mene za obnovljive materiale je še ambasador za področje energije, energetike, wind energy in ambasador za high energy physics.
Pa mogoče v kontekstu v bistvu pa mogoče za bioinformatiko, no? To je tudi nekaj, kar je za naravoslovce zanimivo področje. Torej, kaj so bile moje aktivnosti? Obiskala sem nekaj inštitutov, ki se ukvarjajo s podobnimi temami kot naš inštitut INRANEW. To je recimo Francoski inštitut za tehnologijo za gozdni in pohištveni sektor v Parizu. Potem, ko sem bila na Finskem na 12. plenarnem zasedanju Research Alliance, ta slika je iz tega srečanja Research Alliance, kjer smo bili 4 iz Slovenije. In tam sem tudi obiskala tamkajšnjo Univerzo Aalto, njihov oddelek za bioprodukte in biosisteme na Fakulteti za kemijsko tehniko, kjer sem imela predavanje za raziskovalce o upravljanju raziskovalnih podatkov. Obiskala sem tudi oddelek za lesarstvo na Fakulteti za gozdarstvo in lesno tehnologijo Univerze v Mendelu v Brnu. Potem sem imela predstavitev na dogodku Odprta znanost v Mariboru in ta mesec sem imela delavnico za raziskovalce na Univerzi na Primorskem. Imela bom še eno aktivnost, naslednji četrtek od 11. do 12. ure, spletni seminar za vse tiste raziskovalce na področju obnovljivih materialov, ki se niso mogli udeležiti teh predavanj, ki sem jih imela na različnih institucijah, ker se nisem uspela dogovoriti za obisk, sem organiziram za njih en webinar. Tema je zanimiva, je relevantna ne le za tiste na področju obnovljivih materialov in produktov, ampak mislim, da je tudi širše za raziskovalce relevantno. Govorila bom predvsem o načrtih upravljanja z raziskovalnimi podatki in o načelih FAIR, tako da vabljeni vsi, ki vas zanima. Za konec, po v bistvu tem mojem delovanju na tem področju odprte znanosti in na področju upravljanja z raziskovalnimi podatki so nekako 4 stvari, ki sem jih identificirala, da bi precej pomagale pri tem, da bi se več raziskovalcev zavedalo teh sprememb, ki se dogajajo. Evropska komisija v bistvu vedno bolj postavlja v ospredje pomen odprte znanosti. V prihodnosti bodo projekti Obzorja 2020 tudi zahtevali. Sedaj v bistvu že zahtevajo odprti dostop do publikacij, s časoma bo tudi se zahtevalo tudi spremembe v ravnanju z raziskovalnimi podatki. In hkrati pa opažam, da se raziskovalci zelo slabo zavedajo teh dogajanj. Področje odprte znanosti ne poznajo. Zelo, tako recimo razne ankete med raziskovalci, ki so bile opravljene v tujini, kot članica združenja Eurodoc. Poznam recimo raziskavo, ki jo je Eurodoc izvedel za delovno skupino Evropske komisije in je ta pokazala res zelo nizko stopnjo zavedanja o odprti znanosti, manjka izobraževanj. Tako da menim, da bi izobraževanje o odprti znanosti morala biti obvezen del programa doktorskih šol. Torej vsak doktorski študent bi moral slišati o tem, mogoče pa to celo prej. Potem, da na današnjem dogodku ste opazili, da so nekatera področja, ki imajo že zelo razvite infrastrukture, na drugi strani pa so področja, ki tukaj zaostajajo. Tako da menim, da tukaj ta področja, ki zaostajajo, bi potrebovala neko dodatno podporo in spodbude, da tudi oni sami razvijajo neke infrastrukture in specifične repozitorije in metapodatke za tip raziskovalnih podatkov, ki jih zbirajo. Zelo pomembna točka, potrebujemo zaposlovanje in usposabljanje podpornega osebja. Seveda ne more narediti vsega dela podporno osebje, raziskovalci sami pa tudi ne. Raziskovalci sami so že sedaj zelo obremenjeni, tako da potrebujejo tu pomoč, da ima vsaka institucija, da bi imela osebo, na katero se raziskovalci obrnejo. Tu lahko omenim dobre prakse, recimo z Nizozemske, Tehniška univerza v Delftu, kjer je v bistvu bila iniciativa top-down strani dekana, ki se je odločil, da bo temu namenil sredstva in vsaka fakulteta na tej univerzi ima svojega
data stewarda, torej skrbnika podatkov. Vprašanje je zdaj v bistvu, koliko tega podpornega osebja potrebujemo. Jaz mislim, da ena oseba na fakulteto ni dovolj, tako da tega podpornega osebja mora biti že več. V Sloveniji so na tem področju zelo aktivno angažirajo tudi knjižničarji, ampak mislim, da to ni dovolj, da v bistvu bi morale institucije v Sloveniji razmišljati o še več takem podpornem osebju, ker je v bistvu s tem povezanega precej dela. Tako da je pomembno vlagati v to, saj raziskovalci sami ne morejo v bistvu, poleg raziskovalnega dela, ki ga opravljajo, ne morejo sami skrbeti še za vse te vidike. In verjetno najpomembnejša točka, mislim, da nujno potrebujemo spremembo načina vrednotenja raziskovalnega dela, da pride do neke spremembe raziskovalne kulture. Žal je raziskovalci sami v bistvu prehod v neko odprto znanost, v ta način dela ima prednost in koristi za raziskovalce. Je pa na začetku potrebna res v bistvu ena velika taka korenita sprememba v načinu raziskovalnega dela. Tukaj je pa v bistvu tako, se raziskovalci navadno obnašajo zelo preračunljivo in sledijo stvarem, ki jim recimo prinašajo točke za pridobivanje projektov, točke pri habilitaciji. Tako da, če želimo, da se zadeve spremenijo, bi tudi potem način vrednotenja raziskovalnega dela se moral spremeniti, da niso članki edini rezultat, ki šteje, ampak poleg člankov tudi vsi raziskovalni izdelki, ki pridejo pred člankom, torej raziskovalni podatki, bi se morali nekako vrednotiti, ker tudi izvedba neke raziskave je delo in bi raziskovalci morali biti nekako nagrajeni tudi za tole. Tu je moj kontakt, moj e-mail, povezava do spletne strani Research Alliance s podatki o več ambasadorji. Če imate kakšno vprašanje, mi lahko pišete na ta e-mail. Sicer boste dobili zdaj out of office notice, ker sem uradno na materinskem dopustu, ampak ko utegnem, se bom potrudila pa vam odgovorim. Tako da, hvala za pozornost. Hvala lepa. Kakšno vprašanje za kolegico? Ja. Jaz pa nisem več doktorska študentka, ampak sem to že zdravila pred davnimi leti. In me zanima, to je res pomembno. To so res pomembne teme. Kako bo z nami, z našim izobraževanjem? A je v načrtu tudi kaj takega? To je sicer vprašanje za vse. Ja. Mislim, v načrtu. Organizirajo vse posamezne, recimo, izobraževanje z raziskovalcem, ampak je to mikrofon. Tako da v bistvu razne organizacije sicer organizirajo, recimo Arhiv družboslovnih podatkov je aktiven na tem področju in organizira izobraževanja, ki so pa specifična za raziskovalce na področju družboslovja. Pa tudi opažam v zadnjih letih, da je vedno več takih izobraževanj. Moj občutek je, da dostikrat na takem izobraževanju, ko je krajše, zadeve samo na površini obdelaš. In to ni potem dovolj, da ko se sam vrneš v pisarno, da boš tudi prevzel in prišel do spremembe. Tako da bi mogoče potrebovali neka bolj intenzivna izobraževanja, še bolj praktično usmerjena. In ja, seveda ne samo za doktorske študente, ne, pač tudi za vse raziskovalce, tudi tiste po doktoratu. Recimo lani smo z Društvom Mlada akademija in z Arhivom družboslovnih podatkov in z Univerzitetno knjižnico Maribor in drugimi partnerji organizirali eno tako izobraževanje dvodnevno. Ampak take iniciative niso dovolj. Mislim, da bi morali tudi institucije same malo več vlagati v to in razmišljati ta korak naprej, ker se v bistvu spremembe so nekatere države, ki na tem področju že precej več delajo. Smo pa v Sloveniji, tako recimo, če primerjam
tako, z kakšnimi drugimi državami smo pa na boljšem. No. Recimo, ko sem na Češkem, je tam precej slabše poznavanje odprte znanosti kot pri nas. Tako da je zelo odvisno tako od države do države. Tako da bi rekla, primerjalno Slovenija je nekje na sredini, verjetno. Še eno vprašanje. Prej Sebastian said before that you need very little change to start to use open data. And now you said the scientists will have to make a big jump to change to the open science. So can you to comment on that? Whether it's a big jump or it's a small change? Do you want to start or shall I? So I think it depends on the research field. So I think it really depends on the research field. So for some science, so for some types of data, it's just a small change, not a lot of work to change. But for others, it might be a lot. So it really depends from field to field, I think. But in any case, it's doable. So, and I think I agree with you that it's worth the effort. And it's also not a black and white decision. It's not digital, not like yes or no. So it takes really little effort to start and publish data and get into these things. So just for getting started, there's not much effort that you need to take. But specifically for some fields like those where I'm working in, there's for the whole field a lot of effort still needed to get to additional benefits that we currently cannot get at the state that we are. So different from, for example, with as mentioned before, astronomy and geology, where people are really well aligned and are having their protocols, their common language and all these. That's not at all the case in these fields where I'm concerned. So that would take huge efforts to get all people on the same side. So that's really a big step, but that's not for the individual. So there's different sides. Yeah, I see what you mean. So because like people are using different standards. So like first thing is just, to communicate and agree on something common. And this is why Research Data Alliance exists. And another point I would like to make is it's also a lot of people, when they think about sharing data, they just think, oh, I have a file and I upload this file to a repository. But that's not enough, because in line with FAIR principles, it's important that this data file is also reusable for other researchers, so they need to understand it. And if we want them to understand it, we need rich metadata, so a rich description. So when did the data collection happen, in what conditions? So just seeing some numbers, there are some numbers, but if we don't know what those numbers mean, it can happen that we misinterpret them, and then that's not reusability. And not only for other researchers, but as it's often said on events like this, like the first reuser of your data is your future self. So when you collect some data, you know what you collected, but in a year you forget. So also for our future selves, it's important that we have rich descriptions, rich metadata, rich data about our data.